Center za korekcijo sluha in govora Portorož je javni zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Strokovni delavci Centra za korekcijo sluha in govora sodelujejo kot izvajalci v številnih drugih izobraževalnih programih na različnih področjih. Še posebej je tukaj potrebno omeniti gospo Sonjo Hrabar, ki je že za časa svojega ravnateljevanja poskrbela za to, da so mnogi sodelavci centra se začeli ukvarjati z programi vseživljenjskega učenja. Zdi se mi, da se pravzaprav učim že odkar sem na svetu. Pravzaprav skoraj za vsak dan lahko rečem, da sem se nekaj novega naučila. Me je zelo skrbelo, preden sem se upokojila, kaj bom počela, ker sem imela pravzaprav zelo tako dinamično delovno obdobje. In sem se malček tudi že tako pripravila, da sem si izbrala informacije tudi o univerzi za tretje življenjsko obdobje. Potem je pa naneslo tako, da rabijo defektologe in z eno nogo sem še vedno v centru, kjer počnem pravzaprav to, kar me najbolj veseli. Delo z otroki, starši, z učitelji, vzgojitelji. To, kar mi je v zelo veliko zadovoljstvo, je to, da se odpira recimo na področju izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami tudi ta vertikala. Vedno več je gluhih naglušnih, ki uspejo pridobiti visokošolsko ali pa tudi univerzitetno izobrazbo. Prav gotovo so to posamezniki, ki imajo zelo aktiven odnos do življenja in tudi do samega sebe, so zelo delavni in pa tudi kar dobro samopodobo morajo imeti, da nekje so tako dolgo vključeni v polnočutno okolje. Izkušnje, ki jih imamo z odraslimi gluhimi skozi te programe v Žumi, pa tudi z programi, ki smo jih začeli pred leti z računalniškim opismenjevanjem, kažejo, da pravzaprav se splača vlagati v to populacijo tudi potem, ko doseže neko polnoletnost ali pa zrelost. Ko smo pred leti začenjali z programi računalniškega opismenjevanja za odrasle gluhe, nam je bil cilj, da bi vnesli v njihovo življenje računalniško tehnologijo. Internet odpira v bistvu vrata v svet tudi za osebe s posebnimi potrebami. In glede na to, da odrasli gluhi silijo bolj v socialno osamo kot neko socialno aktivnost, je internet ena od poti, ki omogoča medsebojno komunikacijo, omogoča iskanje informacij in tudi potrebo po novih znanjih.